Danes predstavljam prav posebno rastlino, to je oljka kazaliva, prezimna oljka, pravzaprav prenese nekoliko več mraza kot navadne oljke, ampak v zadnjih letih tudi na Dolenjskem ni več pravih zim, pri nas odlično uspeva kaki in pravzaprav bom poskusil tudi z oljko. Drugače pa to oljko kazaliva sem srečal že v Hrvaškem Zagorju. Tam pravzaprav je gospod Mirko, ki oljke že kar nekaj časa sadi. Pravi, da jih samo prvo zimo zaščiti, predvsem deblo, prvih 5 let, potem pa pravzaprav z njimi nima težave in bo zasadil tudi nekoliko večji nasad. No, vrtičkarji v Sloveniji pa so mi sporočili, da oljka kazaliva brez težav raste v okolici Ljubljane, Maribora, predvsem na dobrih sadjarskih, vinogradniških legah, tudi v mestih, kjer je mikroklima ugodna, predvsem na sočnih jugozahodnih legah in pravzaprav oljka kazaliva raste tudi na vseh mejnih področjih Goriških Brd in pa tudi Istre, seveda tam, kjer pravzaprav so mogoče že druge oljke ogrožene, najdemo pa tudi v Dalmatinski Zagori, kjer pozimi temperature velikokrat padejo tudi več kot -10 stopinj Celzija in pravzaprav tam ni nobenih težav. Tako da jaz bom kar začel s sajenjem. Ko sadimo vso sadno drevje, tako tudi oljko, na dno dodamo nekaj kalijevega gnojila, tukaj spodaj je že dodano, potem smo dodali zeleni del travo, ki je bila na vrhu, zdaj pa pač dodajemo zemljo, katero smo nekoliko obogatili, zmešali, tukaj pa seveda je zdraven še kompost. Kompost pravzaprav zato, da bo oljka prvo leto imela nekaj dobre hrane. Seveda pa priporočam, da sajenje oljk, pa nasploh vsega mediteranskega sadja, raje opravite v spomladanskem času kot jesenskem, tako se sadike že aklimatizirajo do jeseni in pravzaprav les lepo dozori. Ko vidimo višino sadike, zniveliramo, postavimo čez kakšno lopato ali pa grablje in sadimo na približno isto višino, kot je bila v samem loncu. Potem pa seveda oljko zasujemo. Povedno pogledamo tudi korenine. Vidimo, da ima tukaj v redu razvit koreninski sistem. Že tukaj zemlja je taka rahla, bolj peščena, propustna. Tako da oljka pa pravzaprav rabi veliko sonca, kot sem že rekel, jugo-zahodno lego. Tukaj je bil včasih za mano tudi vinograd pred 20-30 leti, tako da pravzaprav mi smo tukaj na Dolenjskem že v prvem vinogradniškem območju, ki je najbližje Ljubljani, tako da pravzaprav že lahko tudi sadimo, imamo veliko sonca, ni megle, predvsem pa v zadnjih letih so zime zelo mile in kot enostavno opažam v zadnjih letih ravno mediteranske rastline najboljše rodijo, zato sem se odločil tudi jaz za oljko kazalivo, da jo posadim in pravzaprav spremljam, kako bo rasla v naslednjih letih. Seveda bom tudi poročal, kako in kaj se z njo dogaja. Tako da, ko sadimo, seveda priskrbimo si tudi oporo. Opora je naj bo do višine praktično 2 metrov, kajti nekaj gre tudi v zemljo. Potem pa vse skupaj postavimo zraven sadike, zabijamo in pravzaprav vidimo, da je rastlina zelo hitro posajena. Posujemo zemljo, privežemo okrog opore. Še nekaj bi rad povedal, da tam, kjer ne želimo, vidimo, da ima tukaj več poganjkov. V tem spodnjem delu praktično ne želim teh poganjkov, kajti tukaj bo treba kositi. Moramo imeti en normalen prostor za dostop do oljke, tako da vse poganjke, ki so nižje od 80 cm, bom naknadno porezal, odstranil. Prvo leto, kar se tiče zalivanja, zalivamo z eno zalivalko na teden, predvsem v vročem poletju, da se sadika dobro ukorenini, drugače pa oljka ne trpi kakšne posebne suše. Predvsem pa v zimskem času, kot sem že rekel, bomo deblo ovili z zimsko kopreno. Predtem pa, glede na to, da v zadnjih
5 letih tukaj ni bilo kakšnih problematičnih zimskih temperatur pod -15 stopinj Celzija, vsaj dolgoročno, kratkoročno, dan ali dva so se pojavile, drugače pa oljka kazaliva prenese tam temperaturo -12 stopinj Celzija, je bolj prezimno trdna kot ostale sorte oljk, zato jo bom sadil tudi na našem dolenjskem vrtu. Predlagam pa, da tudi vi poskusite in prenesete del Mediterana v svoj vrt, kajti vreme se spreminja in najprej to opazimo vsi ljubitelji rastlin.